barakatuh. Jaz bi Japoniju, mir z vami, mir s vama. In dobrodošli na kanal ROPL Balkans. Vidim, če je vse v redu s povezavo. Mislim, da se zdi, da je stanje stabilno. Ja, mislim, da je vse v redu. Dobrodošli na kanal ROPL Balkans, se pravi Ahmadi Religion of Peace and Light, kanal za vse člane, za vse vernike. Ahmadi Religion of Peace and Light za področje Balkana. Jaz sem Jan in kdor se mi želi pridružiti, lahko se mi da request, se pravi povabilo ali nekaj zahtevo za povabilo in povabil ga bomo v oddajo, kjer lahko govorimo o religiji, kjer predstavljamo našo religijo, kjer debatiramo o naši religiji in pomagal vam bom po svojih najboljših močeh in upam, da boste v miru in lepo spremljali to, kar imam za predstaviti. In to je to. Se pravi, vmes bom imel še kakšne goste, večinoma bojo verjetno z drugih koncev naše bivše republike, dajmo tako reči. In danes sem mislil pač bolj o slovenščini govoriti, če bo kakšen gost v angleščini, bom v angleščini, ampak to, kar imam namen predstaviti, bo v slovenščini, se pravi, govorimo o hermetiki, o hermeticizmu v religiji in v bistvu o tistih predavanjih, ki jih je imel Abba Sadik, se pravi Kaim ali se pravi ustajnik družine, svete družine Ali Mohamed, v zadnjem času, ki jih je predstavljal in pač mene to kot osebo, kot človeka zanima in seveda sem šel tu raziskovati in zelo zanimive lekcije, ki sem jih imel priložnost predelati, sem jih imel priložnost prebrati in poslušati, tako da so zelo zanimive teme in zakaj jih ne bi pač prebrali skupaj, če imamo to priložnost. In če ima kdo kakšno željo, lahko mi pošlje request in z veseljem ga bom povabil. Sem še malo povabil, bom poslal, da vidim, če se bo kdo vključil v live, da ne bom sam s sabo govoril, se pravi, vedno je lepo, če je gostov več ali če jih je pač toliko, da se vsi vključimo v oddajo. Spravi, tukaj vidim, da so eni ljudje se hočejo vključiti, ali ne vem čistočno, evo, par ljudi bom povabil, da vidim, če se bojo odzvali. Če se ne bojo nad za to, se pravi, zmeraj lahko pridejo kasneje. Zakaj bi pošiljali povabila v prazno, če lahko jih pošljemo v živo. Vedno je lepše pošiljati povabila v živo in debatirati z ljudmi v živo, ker če ne govorimo v živo, nekako ni to isto, kot če govorimo v živo. Če nekdo nekaj reče nekomu tam in misli, da pa ta pa nič ne ve, kaj se je zgodilo, je to drugače, kot če nekdo nekaj ve, da se je nekaj zgodilo. In vedno je to pač prinese do nekih sprememb v določenih ciljih. Planetu Zemlja ali na tem planarnem univerzumu, na katerem se nahajamo, in to nekako ni nikomur, ki ima oči skrito. Mogoče nekateri, ki jim nimajo oči, jim še bolj ni skrito, ampak pustimo to za kakšno drugo stvar. In to je to. Se pravi, in danes sem imel namen obravnavati to serijo o hermeticizmu in začnemo, da ne bomo preveč olepševali zadevo. Se pravi, govorili bomo o nauki Hermesa
in ki so pravzaprav pač ti nauki Hermesa so temelj vseh abrahamskih verstev, ter so vsi ti nauki, o katerih govorim, pač o hermeticizmu, so s temi nauki skladni. Ne? In prav tako bomo pokazali, da je bil Hermes dejansko abrahamski prerok, oziroma prerok iz judovsko, krščansko, islamske tradicije. Se pravi, kaj je bil Hermes? Hermes je bil iz vseh treh religij. Se pravi, Hermes Trismegistus je temelj za vse tri religije. Za judaizem, islam in krščanstvo. Se pravi, ponovimo vajo za tiste, ki pač ne sledite, ki mogoče še hodite, mogoče proti kakšnemu prepadu, ne? In pač mislite, to so neki ekstremisti, islamisti celo. Ne, je lepo Abba Sadik razložil. Če ne verjamete, lejte, na YouTubeu imate predavanje, ne, o tem. Ne. Predavanje se imenuje, evo, sam da pogledam, The Duality of Man, the Divine Science of Possession. Pejte na Magika Zapert kanal, tam imate to predavanje in pogledajte si ga, če me ne verjamete, da je to, kar govorim, da vas ne prinašam okoli, dejansko je Abba Sadik o tem govoril, ne glede na to, kaj ljudje predstavljajo, da je on govoril, ampak kako si ljudje pa sami to interpretirajo, je pa od njih odvisno. Vete. Če jaz rečem Franski tamle čez cesto, ne, da je dež, in bo ona rekla, ne, sonce si je od nje odvisno, a bo manj verjela, ali bo rekla, da dež pada. Tako da, vete, kako ljudje razumejo, kaj jim nekdo govori, čisto na njih odvisno. Zakaj? Ker bitja, vsa bitja na tem planetu imajo nekako svobodno voljo, se pravi, imajo svobodo, seveda, dokler jim jo nekdo ne odvzame. Ne. Če je ta nekdo, mogoče sosedov pes, mogoče kakšna uradna oseba ali mogoče celo njegov prijatelj, je to izključno njihova krivda normalno. Zakaj? Ker smo mi rojeni svobodni. Kaj? Ljudje, mi smo svobodni ljudje, seveda. Mislim, kaj si pa ti mislil, da smo mi sužnji ali kaj? Ne. Ti imaš popolno svobodo, pravico govoriti, kar in verjeti v to, kar želiš verjeti, ne? Imaš pravico, jaz imam pravico, ti imaš pravico, vsak ima to pravico. Zakaj bi zdaj nekdo tretji to pravico ljudem odvzemal? Bodimo realni vsaj enkrat, ne? V tem življenju, ne? Da ne bomo kakšne pameti pojedali pa tako naprej. Ne? V redu, dobro, vesel sem, da smo to razčistili. Evo, če imate kakšno vprašanje, mi ga zastavite, če nimate, bom pa nadaljeval. Evo, se pravi, čeprav je Bog, se pravi, nepojaven, je v bistvu najbolj pojaven. Se pravi, to bitje, se pravi, božanstvo, edino božanstvo, ki je Bog, se pravi, lahko mu rečemo Allah, ne, ampak smo opredelili, naprimer, če si pogledate zadnjih nekoliko uploadov, ki sem jih dal gor od Book of Monotheism v angleščini, od našega dragega brata Adama, ki si je zdaj, meni se zdi, v Argentini, ker ni več v Združenih državah, ampak je bil državljan Amerike, ampak zdaj ni več tam in je šel drugam. In pač on, lahko si pogledate lekcijo, meni se zdi, da je v samem začetku to, da je to v samem začetku, kjer je razlagal v bistvu, da lahko rečemo mi, pač kot musliman, pač bom jaz rekel, Allah je Bog. Priznavam, da je Allah Bog in to je to. Ne? Ampak to ne pomeni, da jaz bom rekel, nekdo je vprašal, kdo je Bog, in jaz ne bom rekel Allah, ne? Allah. In potem ta človek takoj, ta je pa musliman, ta je pa en od unih, ne, in zdaj bomo tako z njim. Ne gre se za to, pač vi morate pač razumeti, kaj piše v knjigi in kaj beseda govori, ne, kaj nekdo vam govori, ko vam nekaj razlaga. Ker če ne poslušaš, ne razumeš čisto nič. In najhujše seveda,
ko nekomu hočeš nekaj da povedati, ampak ta tip ne razume nič, ne razume niti zakaj je tam, niti kaj gleda, niti kaj mu kdo razlaga. Ne. Če jaz nekomu rečem, če rečem temu človeku, ki je zdaj prišel, ne bo razumel nič, ker ima vzdevek I am chicken, ne, in se hoče malo hecati, ne, I am chicken živijo. Zelo me veseli, da si tlele, če si pojedel kakšnega piščančka, ti ga lahko naredim, boš kaj pojedel, ima malo mlekca, lahko ti ga skuham, ne, boš malo toplega mlekca popil in se bomo pogovarjali naprej. Ja, naprimer, če jaz rečem, da ne smeš, ker je Ahmad al-Hasan je razložil, se pravi, prvi od Mehdijev je napisal v tej knjigi monoteizma, ki je nekako osnova in ena od knjig, ki jo verniki Ahmadi religije mira in svetlobe prepoznavamo kot relevantno knjigo za to, kar verujemo. Ne. No, tam piše, da ne smemo častiti imena, ne, da ko častimo Boga ali ko verujemo v Boga, ne smemo častiti imena samega, ampak pomen iza imena. Ne smeš ti častiti imena. Da brez rekel, kdo je tvoj Bog? Allah, v imenu Allaha. Zdaj, krščani grejo v imenu Kristusa, muslimani grejo pa v imenu Allaha, ne? In grejo eni proti drugim. Ne? In imajo drugo, ne? Jaz sem za klub, ti si pa ta klub, pa ki igrajo reprezentanca, smo pa vsi prijatelji. Dobar je. Ne, gre se za pomen. Ne? In ta pomen je seveda čisto jasen, ne? Nekomu, ki ima oči, da vidi ali recimo ne oči, ne, ker pač v koranskem ajetu, verzu piše, da oči vidijo, ampak je njihovo srce je slepo, ne, je rekel Kristus in to je v veliki večini primerov pri mnogo ljudeh očividno. Ne, to pravi, očividci smo pač tem slepim srcem ljudi, ki lahko jim govoriš, ampak je isto, se pravi, kot da bi govoril, ne vem, zidu, bi govoril, ne vem, jabolku, mogoče, ali lobanji, naprimer. Zdaj lahko ljudje, naprimer, razumejo in jih tudi življenje samo, se nobenega ne obsojam, ne. Nisem, kdo sem jaz, da bi vas sodil, nisem, jaz, vas sodnik pa ne bom, ne. Jaz sem tlele vernik v Ahmadi religijo mira in svetlobe, verjamem v Boga, verjamem, da je Allah Bog in verjamem, da je Mohamed njegov v bistvu služabnik in v bistvu prenašalec sporočila. In to je to. Ne? In normalno, da bom z vsakim, ki se želim pogovarjati, mu ne bom solil pameti, mu ne bom razlagal, kaj ne si on misel, ampak bom probal imeti normalno debato in probal opredeliti nekako, kaj človek razlaga ali kaj človek misel. Evo, imamo gosta, mislim, da je to Šakan živijo, kako si, sorry, ker govorimo slovenščini, sem rekel, da bom v slovenščini govoril, da me ne bojo moji balkanski bratje preveč gledali, kateri dialekt govorim. Ne. Lahko pa se tudi o dialektiki pogovarjajo, sam povej mi, iz kje prihajaš, bom se probal prilagoditi tvojim besedam, da ne boste rekli, dajte, zakaj pa Slovenec govori srbo-hrvaško, ali pa zakaj govori o dialektiki, če ni naš. Ne. Dajte, naši, vaši, moji, njihovi, s katerim kolik govorim, pač, so, ne vem, mogoče je to smešno komu, ali pa ne vem, da pač se dela toliko časa neumnega, še ko jim po 150 ponovitvah ponoviš, ne, in vedno isti odgovor. Vse poznamo, ne, lepo je, da vedno ista šala pač užge in je treba reflektirati in včasih deflektirati pač kakšne pojave v glavah nekaterih ljudi, ne, da se jim, ne vem, razjasnijo obzorja, da jim posije sonce v sobo in da vidijo, da, ne vem, da ene stvari pač ne morejo iti tako naprej, ne, vsej, zakaj, kdo smo mi tle, mi smo samo ljudje, vse smo vendar ljudje, ki je prišel, ne, dajte, kaj je naredil, ne, nič ne rečem, dajte, smo imeli epizode nazaj z raznimi ljudmi, ki so bili tamle na Dolenjskem, ne, so bili v Sloveniji, da sem Slovenc. In pač eden od vernikov v naši religiji, se pravi Ahmadi Religion of Peace and Light, prihaja iz Srbije in njegove ime je Mohamed. In on je, kako bi se temu rekli,
je državljan Srbije, ampak je romskega porekla. On je v bistvu ni genetsko, da bi bil Srb, ampak je nekoliko drugačen in je romskega porekla in avtomatično, se pravi, nekateri ljudje, vidite, smatrajo tega človeka, da to ni dober človek in da je tako in tako. Ne? No, vrnimo se nazaj, nedaleč nazaj toliko, koliko je bilo 15-16 let, se spomnite, ko je bila določena družina nastanjena nekje na Dolenjskem in so rekli vaščani, zdaj pa dost, zdaj pa bojo šli in odstranili to družino iz tam. In kaj je bilo? Prišel je Janez Drnovšek, se pravi predsednik republike takrat, in je rekel, tej zgroženi množici je rekel, a ste vi ljudje? Se pravi, temeljila je stvar na tem, da je bila tam ena družina, ki je nekako smatrala, da, ne vem, ima tam pravico biti, da ima tam pravico biti, ampak vaščani so rekli, ne, oni ne morejo biti tam in so zagnali vik in krik in na koncu ta družina šla pač nekam drugam in mnogi so rekli, dajte jih, Slovenci, barabe, proklete barabe, izgnali so pošteno romsko družino daleč stran od tam, kjer prihajajo. In to se vsekakor ne bi smelo zgoditi. Ampak kot vedno, vidite, pride do raznih struktur, ne vem, nekateri se vpletejo, da je bilo to rasistično, nekateri rečejo, da je bilo to politično podkovano, drugi bo rekel spet, da je to stvar neke tretje osebe, ki je bil povod za to, da je do tega prišlo. Jaz pravim, da človek, ki je romskega porekla in je moj prijatelj, jaz nimam čist nič pri tem, jaz sem gledal, je moj prijatelj, če je to Albanc, če je to Rom, če je to Bosanc ali pa če je to Slovenc, ali pa če je Srb, meni je čisto vseeno. Ampak, če pa človek ni moj prijatelj, se bomo pa drugače pogovarjali, na problema. Lahko se pogovarjamo v angleščini, bosanščini, srbščini, dalmatinščini, prekmurščini, zagorjanščini, primorščini, italijanščini, prvo boste hoteli, v drugih dialektih pa pač ne govorim. Lahko pa naredimo poseben jezikovni tečaj za tiste, ki bi si radi naučili jezikov. In z veseljem vam bom pomagal, z veseljem vam bom jaz pomagal. Jaz vam pomagam se naučiti jezikov. Če bi radi postali jezikoslovci, vas bom naučil pravilne izgovorjave, kako pravilno izgovarjati določene dialekte, da vas ne bojo prepoznali, od kje prihajate. Ampak, če ste pa znani, če ste na TikToku, vas bo vsak prepoznal. Zakaj? Ker nažalost je to tako, da enkrat, kar je na internetu, ostane na internetu. Jaz ne moram pomagati, če so ljudje hodijo okoli in imajo slabe namene na internetu. Kdo sem jaz, da bom jaz govoril, kakšne namene ne imajo ljudje? Zakaj bi jaz ljudem vcepljal v njihova velepomembna življenja, kaj nisi oni mislili? Ne. Jaz sem tle zato, da samo poročam in nekako poskušam predstaviti to, kar ambasadik uči, to, kar ambasadik predstavlja in da mogoče, kar se religije tiče, niso stvari take, kot si mogoče kdo misli. Niso. Zakaj niso? Zato, ker pač človeku, ki bere neke knjige ali odpira nekatere obzorja, nekako postane jasno, da bi določene stvari morale iti v smeri, katere bi mogle iti in vidijo, kot sem razlagal prejšnjič, naprimer, kar sem govoril v srbo-hrvaščini, da v bistvu v islamu, se pravi, se je stvar ustavila in je tudi ambasadik rekel, da je zavladal pač muslimanom Satan takoj po Sakifi. Zakaj? Ker to tudi piše v njihovih knjigah. Da, so rekli, prvi, ki je dal pač zvestobo, ki je prisegel zvestobo Abu Bakru, je bil kdo? Satan je bil. Normalno, da je bil Satan. Dobar. Ni bil Satan osebno, ampak je prišel v obliku enega starca, ki je prvi prišel, ta starosta, ta najbolj pameten. Evo, kdo bo šel ta prvi? Ej, ta star, ti ta prvi tamle, dej Abu Bakru roko, evo ga, Satan. In vsi so rekli, čuje foter, če gre foter, gremo vsi in to je to. Vemo vsi, kako to gre.
se ni zgodilo prvič, ne, judežev za 30 srebrnikov. Ne. Se ni bilo prvič. Ne. Zakaj mislite, da je bilo v islamu kako drugače? Ja, ni bilo, ne. Ni bilo drugače in so rekli, bilo je nekoč in nikoli več ne bo. Kako nikoli več ne bo, če se to dogaja pred našimi očmi, da ljudje hodijo, ne vem, v cerkev za posvetne koristi, ljudje hodijo v šolo, da, ne vem, da si pridobijo status in da dobijo firmo in da zakaj bi bilo kako drugače, če knjiga Ekleziastus pravi, da na zahodu ni nič novega, pod soncem samim ni nič novega. Kaj bo na zahodu? Dobar, ajde, zdaj bom pa malo povedal pač, kako ta hermeticizem o čem govori. Hermeticizem in se pravi, ne, pravi, čeprav je Bog nepojaven, je najbolj pojaven. Se pravi, povsod je, ker se ga vprašal, pride ateist do mene, rekel, kje pa vidiš tega svojega Boga? Bom rekel, povsod, ne vidim ga, ti praviš, da je nikjer, ne, povsod je, ne, vse okoli tebe, v tebi povsod, ne, kje kamorkoli se obrneš, lej, naprej, nazaj, levo, desno, povsod je, ne, severozahodno, severovzhodno, jugozahodno in jugovzhodno, povsod je Bog in žal mi je, da ga ne moreš videti, ne, če bi se vrnil, ne, nazaj k temu, kar ti razlagamo, bi ga videl, ampak nažalost te priložnosti nimaš. Mi je zelo žal, ampak rad bi ti, če bi imel priložnost, ne vem, bi ti ga pokazal, kje, bi ti šel razlagati, kje, ne, in te, ne vem, dovtipe dajal, ne, kako je nekdo neumen, pa lahko ti dokažem, kako si ti neumen, pa ni problema, ampak nažalost nimam nobenega sogovornika. Dobar. In čeprav ga nikjer ne moremo videti in nikjer fizično se ne razdeva, je pravzaprav očitno najbolj v očitnem, v očigledno je najbolj navzočen. In Hermes nadaljuje pogovor s svojim sinom Tetom, ne, in pravi, tudi to učenje bom delil s teboj, da ne boš tujec skrivnostim brezimenega Boga. In to je velika usporednica s knjigo o edinosti, se pravi, tauhid, ne pravi enost, ne pravi monoteizem v bistvu, kjer Ahmed al-Hasan, naj bo mir z njim, razlaga, da moramo Boga v njegovi resničnosti imenovati preprosto on, ne, se pravi Huwa, se pravi on Huwa, tako bi mogli imenovati Boga, ne, se pravi on. In to nas spomni tudi na zgodbo v Tori, ko se je Bog razodel Mojzesu. Mojzes ni vedel, kako naj ga imenuje, saj je Bog brez imena, se pravi, nima imena, ne. Ker ni vedel, ne. Veš, Mojzes pravi, kako naj mu pa rečem, ne, ni važen, nima imena, ne. In rekel, kako študiral človek, kako nima, a ga lahko kako kličem, ne. Ko vpraša, kaj naj jim reče, ne, Izraelce, kaj naj posla, mu je Bog odgovoril, jaz sem, ki sem. Ne? Jaz sem tam. Ne? In Hermes pravi, kar se večini zdi nevidno, bo tebi postalo najjasnejše. Pravi, kar se večini zdi pač nedoumljivo, nevidno, bo tebi zdaj najbolj jasno. Ne? In če bi bilo popolnoma vidno, ne bi bilo ustvarjeno, vse ustvarjeno nastane in mine, kaj nevidno pa ne nastane, preprosto je in vedno omogoča, da se vse drugo pojavi. Zaprav, nekaj nevidenega, neviđeno, ne? Tega pa še nisem videl. Ne? Vidiš, takrat pride pojav, nekaj, kar se nekaj na novo pojav, ne? Reče, opa, zdaj pa tole nekaj novega, ne? Zdaj le pa bo. Ne? In takrat, kada pride Bog, ne? Kada pride Bog in vsi gledajo, kaj se je zgodilo in eto, vse je samo po sebi umevno, naprimer ljudem postane jasno, da Bog ni ustvarjen in ne postane viden tako kot ustvarjene stvari. Se pravi, če nekdo nekaj ustvarja, ni to isto, kada je Bog ustvarjen. S tem, ko misli stvari v obstoj, jih prevede na svetlobo in njegova misel, se pravi Božja misel, je njegovo ustvarjeno. Po Hermesovem izročilu. Ne. In tukaj je zgoščena velika modrost, seveda, ne, za tistega, ki ima oči, ki jo vidi. Se pravi, če nekdo umsko pač dojame to, kako stvari se postavijo v obstoj, se pravi,
v veliki večini primerov, ne boste verjeli, je verjetno tako, da ima nekdo neko dobro idejo. Ne? Ampak je dobro biti pozoren, naprimer, da ta ideja ne prekorači zmožnosti nekega človeka. Ne? In seveda, zakaj bi bilo kako drugače, ker vsi imamo dobre namene na svetu. Ne? Zakaj bi govorili o slabih namenih, če imamo vsi dobre. Ne? In se pravi, vse, kar lahko vidim, se pravi, z očmi, ne more biti pač vsemogočni Bog. Ne? In to je nekako zlato pravilo, ki bi se ga mogli naučiti. Ne? Nekaj, kar vidimo z očmi, ni to, da bi bil Bog. Ne? Kajti vse, kar vidim, je ustvarjeno. Nekaj, kar nekoč ni obstajalo in nekoč ne bo več obstajalo, in njegov obstoj v fizičnem svetu je omejen. Se pravi, Bog pa ne more biti omejen. Se pravi, ne moramo mi limitirati, ne moramo Bogu postaviti meje, ker je pač povsod. In edini, ki ni ustvarjen, je onkraj vsakega ustvarjanja, z mislijo in ostane neviden. Se pravi, ne morem se jaz domisliti Boga. Zdaj se pa jaz zmislil, da Bog obstaja. Ne, meni je to samo po sebi umevno, ker verjamem v Boga in je meni pač to vsekakor jasno. Ne? In njegov obstoj v fizičnem svetu je omejen, Bog ne more biti omejen, a ker vse misli obstoj se razodeva skozi vse stvari, posebej pa skozi tisto, kar sam izbere. Ne? Če nekdo si Bog zbere neki, bo to prišlo v obstoj. Ne? In edini, ki ni ustvarjen, je onkraj vsakega ustvarjanja z mislijo in to pomeni, da vsi živimo v Božji domišljiji. Se pravi, samo domišljija ima meje, ampak nekako smo njegove misli v tem smislu. Ne? Prav, skozi njegove misli poteka ta domišljija. To ko nas je pomislil, se pravi, smo postali. Ne? Se pravi, avtomatsko je šlo tako, da se nas je Bog domislil in nas ustvaril. Torej, moli torej, se pravi, k enemu očetu, se pravi, razlaga to, izvori enega, da ti izkaže milost, naj en sam žarek njegove svetlobe doseže tvoj In samo misel lahko vidi nevidno, ker je tudi sama nevidna. Ne? Če zmoreš, se ti bo razodel očem tvojega uma. Ne skriva se pred nikomer, temveč se razodeva skozi ves svet. To spominja na pripoved o Aliju ibn Abi Talibu, mir je z njim, ki je dejal: nikoli ne bi častil Boga, ki ga ne morem videti. Se pravi, Ali ibn Abi Talib je rekel, da Boga, ki ga ne more videti, da ga ne bi častil. In ko so ga vprašali, ali ga vidi, je odgovoril: ne zaznavam ga z biološkimi očmi, ampak ga vidim z očmi srca. In Bog se torej vidi z očmi srca in uma, nikoli se ne vidi Boga pač z biološkimi očmi. Ampak, čeprav Boga ne morem videti, ga vidim. Ampak z drugimi čutili, kot bi si kdo to lahko predstavljal. Hermes nadaljuje, se pravi, če želiš videti njega, opazuj sonce, opazuj gibanje lune, opazuj urejeno podzvest. Se pravi, kdo ohranja ta red? Kdo je ta, ki ohranja ta red? Vsak red ima mejo prostora in števila. Se pravi, vsak red ima neko mejo. Se pravi, ker obstaja red, je red. Ker obstaja kaos, je kaos, in ker obstaja nered, kaj pa ni v redu? Ne, vse je v redu. Je vse v redu, vse je cool, vse je v redu. In to je to. Zakaj bi nekdo rekel, da nekaj ni ok, če ne bi bilo vse v redu? Alejkom salam, gospod Nasibi, Nesimi, živjo. Veseli me, da si prišel na Aropel Balkans kanal. Če imaš kakršnokoli vprašanje, prosim, zastavi ga. Govorimo o Hermesovih naukih in v bistvu, če si pogledal ene par zadnjih stvari glede Hermesa, glede Egipta in glede teh stvari, ki jih je Abba Sadik predstavljal, potem boš z veseljem se nam pridružil. In govori, se pravi, sonce kot tako je nekako največje med nebeškimi bogovi ali božanstvami. Vsi drugi mu popuščajo kot kralju, a vendar tudi ta veliki dopušča manjšim zvezdam,
da krožijo nad njim. Iz spoštovanja do koga? Se pravi, iz strahu pred kom? Se pravi, vsaka zvezda se giblje po drugačni poti. Pravi, kdo je določil njihove poti in meje? Wa alaikum salam, gospod Razaman. In kdo je določil obalo morju? Kdo je zemlji dal njeno mesto? Se pravi, nekdo je mogel to biti, ne? Nekdo je stvarnik in gospod vsega tega. Ne? Število, prostor in mera ne more obstajati brez stvarnika. Ne more, ne gre. Nered samo od sebe ne more roditi reda, tudi nered je nekako pod oblastjo nekoga, ki mu še ni dal reda. Ne? Se pravi, nekdo mogoče je naredil nered, da bi postavil red, ne? Ampak mogoče ne. Ni vedno nujno tako, ampak je pa vsekakor možno, ne? Da nekdo pravi, lejte, tale človek je pa nereden, ne? Neredno prihaja na delo in potem človek začne reči, s tem človek je vse v redu. Ne? Ta človek pa dela, kot vedno, dela 117 ur na dan in je z njim, on je čisto normalen človek, hod v službo, ne? Tamle dela v trgovini, ne vem, za vogalom, ne? Prodaja hrano in vse živo. Glih enemu je jabček nesel tam. On ne bo v redu. Ne? In tako nekdo, ki ni v redu, kar naenkrat je v redu. Ne? Ampak pustimo to. Pustimo te malenkosti, ker vemo, kako je z malenkostmi. Ne? Malenkosti, kdo se obrača na malenkosti? Ne? Se pravi, malenkosti so za malenkostne ljudi. Ne? To je samo, kako bi se temu reklo, fikcija v vaši domišljiji, da so te stvari naključne. Niso. Stvari v obstoj prišle naključno nikoli. Ne, nič. Vse je pod enim ključem. Ne. Ko imamo ključ do Hermesovih modrosti, je to višje znanje. Je to vsakemu, ki ima srce, da vidi in oči, seveda, ki ima priložnost me poslušati, mu je jasno, da se pravi, ko govorimo o izročilu Hermesa Trismegistusa, ali ni to neko lahko branje. Zdaj bom pa jaz šel tamle strip prebrati, ne, en comic book o Marvel Comics in bom jaz zdaj vedel, kaj je Hermes rekel. Lahko, kakšni ljudje so tudi napredni prepoznati oblike Hermesovega nauka tudi v malenkostnih, subtilnih sporočilih v stripih, zakaj ne, ampak se pravi, morajo jih poznati. Morajo jih poznati, ker če ne, pač ne bojo mogli tega dojeti. Dobro, se pravi, število, prostor in mera, se pravi, ne morejo obstajati brez stvarnika. Nered samo od sebe ne more roditi reda, smo rekli, in tudi nered je pod oblastjo nekoga, ki mu še ni dal reda. Se pravi, Hermes torej pravi, Bog se razodeva zelo jasno. Tisti, ki imajo oči, srca in uma, če znajo red, število in zakonitost stvari, vidijo, da svet ni kaotičen. In se oproščam, malo sem pozabil dihati. Če bi bila Luna, se pravi, le malo bliže in malo dlje, ne bi povzročala mrkov na enak način. Oceani bi poplavili zemljo in nastal bi kaos. In vse je nekako popolno zasnovano. Pravi, in isto piše, naprimer, kje, da je vse popolno zasnovano, ne boste verjeli. V isti knjigi, kot jo ima Hermes, pravi, isto izročilo je napisano kje, v knjigi Enoha. V knjigi Enoha, ki ga se imenuje v islamu kako? Idris, mir je z njim. Pravi, ali je naključje? Povejte, poglič, evo, povej mi, a je naključje, ne? A je naključje, sem se zmotil? Sem se jaz zmotil ali imam prav, ne? Dajte, komentirajte, povejte mi, kaj se mislite. In kako blagoslovljen prizor je to, ne? Videti enega, ki vladamo vsemu in kako je vse popolno zasnovano. Se pravi, nepremični, ki vse premika, ne? In nevidni, ki postane viden skozi red sveta. Ko je stvar v redu, je to vse v redu in je vse v najlepšem redu. Zakaj bi bil, če je red, ne, bi bil slab red. Prav, če ga želiš videti skozi smrtne stvari na zemlji in morju, razmisli o otroku, ki se oblikuje v maternici. Se pravi, pomislite, otrok je v maternici
in preučimo umetnost tistega, ki oblikuje to božansko podobo. Se pravi, kdo zariše kroge oči, kdo odpre nosnici in ušesa, kdo odklene usta, kdo raztegne in poveže živce, kdo razporedi žile, utrdi iz kosti, obleče meso v kožo, kdo loči prste iz sklepe, razširi podplate, izdobi kanale, kdo razširi vranico, postavi srce kakor piramido, umesti rebra, razširi jetra, naredi pljuča kakor gobo, razširi trebuh, počasti, kaj nam bo vidno in skrito, ali kaj ne bo. Mislim, kdo to naredi? A naredi kdo drug kot Bog? Kako se oblikuje to? Koliko umetnosti deluje na eni sami snovi. Se pravi, iz tega vidimo, da to ni pač, ne vem, to se ne naredi samo od sebe. In koliko napora za en sam načrt, lep, izmirjen, a tako raznolik. Ne? Prav, kdo je vse to naredil? Kdo je to? Katera mati ali oče? Nihče drug kot Bog sam, neviden, ki vas ustvarja po svoji volji. Bog da smisel, da ali blagoslov, da nekaj zraste se pravi, iz manjšega v veliko, ali pač oblikuje to lahko temu rečete tudi biološko, ni zdaj biologija napačno to doumela, ne. Ampak je treba doumeti, da so tudi te skrite stvari imajo smisel, ne. Da ne more kar neki v zemeljskem, se pravi v tuzemskem, ne, v materialnem svetu, dajmo temu reči, se pravi v materiji, imeti drugačen smisel kot, ne vem, v kakšnih drugih sferah ali v manjših univerzumih. In to je seveda čisto samo po sebi umevno ljudje, ki jim je to jasno. Nihče ne pravi, da kip ali slika nastane brez kiparja ali slikarja. Se pravi, ali bi takšno delo lahko obstajalo brez delavca ali nekega, ki bi nekaj naredil, kakšna slepota, kakšna brezbožnost, kakšna nevednost bi to bila. Ne? In nikoli, se pravi, ne ločuj del od del, pač od nekoga, ki je to naredil. Ne? In, se pravi, tak je to naredil, je večji od vseh imen, se pravi, oče vsega, sam je resnično oče, očetovstvo pa je njegovo delo. Se pravi, ta Bog, ki je vse to naredil, lahko mu rečemo Allah, ne? Ampak ne smemo častiti imena. Ne? Imena, se pravi, katerega Boga častiš? Allaha, Boga, edinega Boga. Kako mu praviš Allah? Ne? Ali je nekdo, ki verjame v krščanstvo, drugačno od tebe? Ni nujno, ne. Jaz lahko verujem v Kristusove nauke in častim Allaha. Zakaj ne? Je čisto smiselno in se lahko tudi z največjim krščanom pogovarjam čisto normalno, če bo seveda on se lepo pogovarjal z mano. Če se ne bo pogovarjal lepo z mano, ne bom pogovarjal jaz lepo z njim. Potrudil se bom, na najlepše bom probal enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat, če ne bo šlo, nažalost bom rekel adijo, ne bom se več pogovarjal s tabo. Čist vse je zelo preprosto in zakaj bi si, ne vem, oteževali stvari, zakaj bi bili, ne vem, lurkerji, pa zmije, ne, pa ob strani stali, pa vrebali, ne, kje bomo prišli. Daj request, pošli mi zaznambo ali kakorkoli, shrani si moj kanal, poglej si ene par zadnjih refleksij, ki sem jih imel priložnost dati na kanal in videl boš, če bojo tvoje oči spregledale, da si bil slep cel svoje življenje. Se pravi, da ta Bog, ne, ta Allah, ne, ki ga ti razumeš, sploh ni to, kar si ti mislil, ne, da je stvar mnogo globlja, ne, malo je treba prebrati, ne, malo je treba pomisliti, ne, malo možgančke prevetriti, malo na svej zrak in ugotoviti, ne, v čem je zdaj religiozna tendenca ljudi. Ne. Zakaj ti verniki, ne, da bojo zdaj, ne, je v redu, ampak je treba razumeti, da včasih človeška vnema, ne, je nekaj najhujšega, kar bi si kdo mislil. Ne. Ko bi rad, na primer, samo kamen premaknil ali pa mogoče šalco in prileti 100 ljudi, ki bi to namesto tebe radi naredili. Ja. Tako pa spet ne gre, ne. Rajš greš čisto tiho, 5 po noč premakniti kamen, sam da jih 100 ne prileti. Ampak, glejte, pustimo nagrado za onostranstvo.
ker jo lahko na tem svetu še prehitro ujamemo, ne? Nagrado namreč. Ne? In to je treba razumeti, ne? Da na tem materialnem svetu je svet iz materije in ta materija se da manipulirati. Ne? Zakaj? Zato, ker se lahko oblikuje. Ne? Zakaj? Ker nekdo, če ima, ne vem, njivo, lahko na njivi posadi semena in iz teh semen nekaj zraste. Ne? Kako hitro bo iz teh semen nekaj zraslo, je odvisno od tega, kako hitro bo nekdo te plodove pobral. Ne? In v mnogih primerih, naprimer, se pobere plodove še preden so zreli, ponekod pa ne. Ponekod, kjer se nekako pusti plodove za tistega, ki ima plodove in se ne vzame stvari, preden so stvari zrele, ker nima smisla. Ne? Zakaj bi nekdo kisle jabolke jedel? Jaz ne razumem. Ne? Kaj bo imel od tega? Ja, prav veliko ne. Še bo rekel mu bo človek, ki bo spel. Zakaj pa ješ kisle jabolke? Zakaj jih pa dol rabutaš? So kisli, lej. Ti raj jaz stopam po ta prave jabolke pa ti jih dam, ne? Se ni problema, ne? Ampak ne. Človek bo šel, ne. Jaz imam raj kisle, ne? Jaz imam raj kisle. Samo kisli jabolki so najslajši, ne? Poznamo take, ne? Dobro, sem spet filozofiral, ampak bom šel naprej, ne? Lej. Na svetu, naslednji izrek Hermesov, na svetu ni ničesar, kar ne bi bilo njegovo. Pravi, on je to, kar je in tudi to, kar ni. Pravi, kar je naredi vidno, kar še ni, drži v sebi. Pravi, kar še ni, to ima Bog v sebi. Pravi, on kuva, ima to, kar še ni v sebi. Ampak je pa vse, ne? Je to, kar je in to, kar ni. Pravi, vse, ne? Veš kaj je vse? Je to, kar je in to, kar ni. Razumem zdaj? Ne, dobro. Pred tim razložil. Naslednjič, lej, Derek West, sem se glih upelil, tako da lahko razložim. Pravi, on je Bog nad vsakim imenom, neviden in hkrati najbolj viden. Pravi, dojet z umom in hkrati viden v svojih delih, brez telesa, a hkrati v vsakem telesu. Ne? Se pravi, sam nima telesa, vendar je navzoč v vseh telesih. Pravi, ni ničesar, kar on ne bi bil, Bog je vse stvari so v njem in on je v vseh stvarih. Pravi, je vse v njem in on je v vseh, ne, oboje. Ima vsa imena kot oče vsega, a hkrati nima imena, ker je oče vseh imen. Pravi, katero ime ima? Allah. Ampak on ima vsa imena in nima imena. Pravi, lahko tudi ni Allah, če hoče. Lahko je, ker je Bog. Ne. Ker je oče vseh imen. Kdo je dal vsa imena? Kdo? Bog, ne? Kdo pa bo drug? Ne, za mnoge od vas je že mnogo prepozno. Prepozno ste prišli in prepozno ste poskušali sploh, ne vem, dokazovati, da ste se trudili, ne? Da ste se trudili razumeti, zakaj ste tukaj, ampak pustimo vas v sreči, ne? V sreči in veselju dan današnjih dni. Ne? Če vam je lepo, uživajmo skupaj, lejte, meni je fajn, da se lahko o tem pogovarjam. Pravi, kdo lahko opeva Božjo hvalo, pravi, kje lahko pogledaš, ne? Kje lahko vidiš Boga, kdo bi to bil, ne? A je zgori, spodi, znotraj ali zunaj, ne? Okrog tebe ni ničesar, kar ti vse je v tebi in vse je iz tebe. Se pravi, vse daješ in ničesar ne jemlješ, kaj ti vse imaš in nič ni zunaj tebe. Se pravi, vse imaš noter. Se pravi, imaš univerzum, je znotraj tebe in vsi univerzumi so znotraj tebe. Evo imamo gospoda z arabskimi črkami napisano, je rekel, da sem kafir. Prijatelj, kaj te obremenjuje, si pojedel kaj slabega za kosilo, si jedel pašteto ali si jedel kakšen kebab, si narobe pojedel, ali je mogoče kaj drugega s tabo narobe, ne? Da tlele žališ mene in mi praviš kafir. Ne? Lej, če kaj narobe, pejt k bratu, mogoče pejt kakšni sestrci, pa naj te malo poboža po glavi, pa te boš pomiril. Vse fajn, tako da srečno.
In naprej, to je mišljeno, se pravi, v smislu, da vsi obstajamo znotraj Božjega uma. Božji um je tisti, znotraj katerega vsi obstajamo in to smo znotraj Božje domišljije. Se pravi, on nas je rodil kot idejo. Se pravi, kot idejo imel, da bi mi to bili in smo, mi smo bili in smo, ker če Boga ne bi bilo, kot pravijo ljudje, da Boga ni, nas ne bi bilo, ampak najprej se je mogel pač božanstvo, Bog edini, to spomniti, da je naredil človeški rod. In to je to, kar se tega tiče. In Bog, na primer, je govoril po Hermesu, po hermetični filozofiji, je rekel, se pravi, kjer karkoli je, karkoli Bog je, karkoli sem, ti si, karkoli delam, si ti, karkoli govorim, si ti in ti si vse. Se pravi, Bogu, pazi zdaj, univerzalni paradoks, ti si vse, pazi, mi smo vse, mi smo ljudje, smo ljudje, ampak filozofsko, razumeš, kaj ti govorim? Evo, tle prišel Sadin živijo, kako je, evo. In ta misel, spominja na imama Ahmeda al-Hasana, mir je z njim, iz knjige o edinosti, se pravi o monoteizmu, kjer pojasnjuje, da si ničesar dobrega ne moremo pripisati sam sebi. Se pravi, ne moreš reči, jaz sem to naredil. Ja, si, kako, a si imel kaj zraven, ja, lej, en drug bo prišel, pa bo brez tega zraven naredil, bo rekel, ne vem, jaz sem pa naredil, ne vem, en super pesemco sem napisal in bo rekel drug, ja, kako si pa naredil, ja, tam sem imel kitaro, pa sem zašpilil, in bo rekel, ne, jaz imam zdaj eno pesemco, in mu zapoje najbolj preprosto pesemco, kar jih je bilo, reče da ti, koliko si ti neumen, lej, jaz sem s kitaro zaigral tako pesemco, nikoli ne more noben druge pesemce narediti, in reče da, ne, lej, zdaj pesemco, in mu vzame kitaro in jo razbije na prav faktorje in ta tip nikoli več ne bo napisal nobene pesemce. Zakaj? Ker mu je nekdo vzel kitaro in jo razbil na prav faktorje, je šel v pradavnino nazaj v kameno dobo, in verjetno ta tip, če je bila kitara Fender, če je bila kitara, ne vem, Gibson, da je bila Gibsonka, ono, ki je Slash imel, ja, pol verjetno nikoli več ne bo igral kitare, in bo jokal in bo rekel, zakaj sem temu človeku, zakaj nisem rekel, kako lepo pesemco si naredil. In v veliki večini primerov in nekaterim ljudem pač jih moti, različne stvari jih motijo, zakaj imajo ljudje, ne vem, radi to, pa zakaj imajo ljudje radi tisto, se pravi, ljudje so obremenjeni, ljudje so zmeraj nekaj mot, ker tudi v islamu samem, obstaja hadis, kjer pravi, tudi če bi vernik šel na najbolj oddaljen otok, na drugi pol, na drugi konec sveta, bi se kaj zgodilo? Tam bi ga našel nevernik, ki bi mu stal kot opomin temu, da ni sam. Rekel, lej, nisi ti zdaj sam na svetu, a si sam na svetu? Misliš, da si sam? Ja, nisi, nisi sam, nisi ti sam. Lej, okoli tebe si ljudje, ki imajo potrebe, morajo iti laufati okoli, pa morajo iti neki delati, pa morajo imeti stvari. Človek ponavadi je na svetu zato, da nekaj ima. Zakaj? Ker če nič nima, mu je dolg čas. Kaj? Smo realni. Koliko od vas je sposobnih zdajle ugasniti računalnik, pa ugasniti telefone, pa prebrati kakšno knjigo? No, koliko? Vprašajmo se in dobili bomo odgovor. Mogoče bom naredil anketo. Če bo možno, evo, bom anketo naredil, koliko od vas, ki vas tele skrola po TikTokih, se lahko usedete, pa v miru ste sposobni kakšno knjigo prebrati. Vas je veliko? Ne vem, če vas je. Sem malo skeptičen, ampak pustimo to za drugič. Dobro, mislim, da sem dovolj rental, bom nadaljeval kasneje, če bom imel voljo, in vsem se zahvaljujem, vsem, ki ste bili z mano, evo, vam dam
spoštovanje in pridite nazaj, bomo skupaj udarili debato, bomo govorili o hermetiki, o hermeticizmu in vseh teh lepih stvareh, ki nas dela ljudi in zaradi česa smo na tem svetu. Mir z vami, Bog z vami in ostanite taki, kot ste, če ste dobri, če ste pa zlobni, se pa probite spremeniti. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, imejte lep vikend in